Tako kot je bilo že v vodu povedano, sva Gregor in Melita. Julija bo 31 let, kar se oba piševa Čušin, tako da sva 31 let že poročena. Že pred poroko sva se pogovarjala, da želiva imeti 5 otrok, potem sva jih dobila malo več, 6. 4 imamo pa še, kaj jim ni bilo dano, da bi se rodili, tako da imamo še 4 angele v nebesih, ki čuvajo najnih 6 otrok.
da bi se enkrat srečali v nebesih. Tako jaz sem po izobrazbi učiteljica, bila sem katehistinja, nisem več, od korone naprej ne več. Gregor je igralec, zdaj on doma, jaz sem bila prej 9 let doma, ko so bili otroci majhni, zdaj on doma. Samostojni podjetnik, dela veliko. Ja, živimo na Koroški Beli, tam, kjer sva odraščala. Pred poroko sva bila že 7 let pa pol kot fant in punca. Jaz sem se že 3 leta prej sem se vanga zaljubila, tako da sva že vse življenje skupaj v bistvu. In to je to za enkrat. Dobro, dober večer še v mojem imenu. Najprej hvala zboru Mamic za to lepo pesem. Je že povedala, da ima 4 otroke še gor in je zanimivo. To pesem sem napisal, ko sva ta 7. Se pravi ta predzadnjega, se pravi ta 9. zgubila in je zanimivo, da mamice pojejo pesemo, ki je bila napisana ob izgubi otroka. Tako malo. Že ki je bila pesem napisana za ritem duha, jo je Petra takrat pela Visoko noseča, tako da že takrat je bilo zanimivo. Očitno se ta otrok oglaša na ta način z one strani, tako da zanimivo. Dobro, malo drugačen par. Ponavadi je tako, da so žene bolj zgovorne, pa so možje tiho, pa kimajo. V zakonskih skupinah je to tako, da žena govori, mož pa reče, ja, se strinjam, in če se ima kaj za prpomance, pa je doma prpomine, pa nas je malo drugače. Sem jaz glasnejši, pa bolj zgovoren. Tako da tudi, ko boste kaj hoteli vprašati, pa kaj bom stalno skakal v besedo, tako da ona se je navadila, vas pa prosim, da potrpite z mano. Zdaj ta večer smo naslovili, ker je bilo treba dati nek naslov, pa sva dala naslov Najina zgodba. In bova pač, oziroma jaz bom predstavil najino zgodbo, čeprav je to njena zgodba, jaz se jo mečkam bolj spominjam, predvsem pa znam mečkam bolj sočno povedati, no, zato jaz govorim. Kadar jo poskuša ona povedati, nikoli nisva zadovoljna, zmeraj moje vice vzame, pa jih ne pove tako dobro. Tako da sva se danes dogovorila, da bom jaz povedal vse te vice, kar se zapovedati. Ja, preden pa z to zgodbo začnem takole, lejte, Izraelci, izvoljeno ljudstvo, je imelo skrinjo zaveze, to je bilo njihovo najsvetejše. V tej skrinji zaveze so imeli spravljena znamenja, ki jih je Bog za njih storil, fizične dokaze teh del. Noter v skrinji zaveze, ne vem, če veste, so imeli table Božjih zapovedi, Aaronovo palco in mano, ostanke mane. Torej, zapovedi, pravila, ki jih je Bog določil, palco, ki jih je spravila iz sužnosti, se pravi preko Rdečega morja, ki jih je vodila iz sužnosti, in mano, se pravi hrano, nebeško hrano, ki jo je Bog dajal na poti skozi puščavo. To so bila znamenja velikih stvari, ki jih za njih storil, to so spravili v to skrinjo in to je bilo njihovo najsvetejše. In jaz pravim, da mora vsak par, oziroma vsak človek pravzaprav, ampak par pa sploh, imeti svojo skrinjo zaveze. Mora se spominjati stvari, ki jih je Bog že za njega storil. To je zelo pomembno, da v času, ko imaš krizo, ko tudi moliti mogoče ne moreš, ko si toliko razočaran ali pa toliko jezen na Boga ali pa toliko se oddališ od Boga, da nisi sposoben se pogovarjati z njim. Se veste, kako je v odnosih, se včasih skregamo do te mere, da so tihe maše, tihi dnevi, tihi tedni, mi imamo rekord 3 tedne, Ana, približno 3 tedne imamo rekord tihi, slovenski mogoče. Ampak, če pa pogledaš v skrinjo zaveze, se pravi to, kar je, če se spomniš stvari, ki jih je Bog zate v življenju že storil, pa ne moreš drugače, kot da se začneš spet pogovarjati s tem Bogom. Tako kot, če je tiha maša, jaz sem enkrat dobil za pokoro, ko sem se se veste, ko greš k spovedi, sicer sebe spoveduješ, ampak kriva je pa ona, ne? Ja. Tako da in je duhovnik to začutil, da pravzaprav njo spovedujem ne bez sebe, in mi je dal zelo zanimivo pokoro, je rekel, imaš ti doma kakšen album s slikami, s fotografijami od poroke? Sem rekel, imam. Rekel, za pokoro, pa je domov, odpri ta album in ga ne pol ure glej.
da se boš spomnil, zakaj si se poročil s to žensko. In sem šel domov in gledal tisti album, tiste slike, kako, ne samo ona, kako je bila lepa, ona je še zmeraj lepa, tudi jaz sem bil takrat še lep, ne, tako sem rekel, in sem se spomnil tistih občutkov naprej in je bilo res, zanimivo. Spomniš se, zakaj si s tem človekom, kljub temu, da si tako besen na njega, se spomniš tega in tako je tudi odnosil z Bogom. Spomniš se stvari, ki jih je Bog zate že storil in to je tvoje najsvetejše. Tako da danes bova odprla to skrinjo zaveze, povedala stvari, ki jih je Bog za nami že storil in upala, da bo tudi mogoče kdo od vas ob bleščavi teh stvari, ki so najni zlati skrinji zaveze, začutil kaj. Torej, kot je že povedala, je bila že 3 leta preden sva začela midva skupno hojo, ta Boga ženska zatrpana vame, približno 12 let je bila stara, ko je začutila nekaj do mene in začela moliti zame, ampak moliti na poseben način, ne sam zame, ampak molila, da bi jaz postal njen mož. Zelo konkretno, se pravi, začela je moliti k Bogu, da bi bil Čušin njen priimek. Jaz sem približno v istem času začel moliti za dobro ženo. Imeli smo takrat v župniji misijon, misionar nam je mladim dušam na srce naložil, naj molimo za svoje bodoče može in žene in ona je molila zame, jaz sem molil za dobro ženo. To je trajalo približno 3 leta, ko je bila, se pravi, si bila 15, 16, takrat sem bil jaz še pesnik, oziroma sem bil že pesnik in en večer sem iskal verz za eno rimo, za eno pesenco, ki bi verjetno sem in drugi punci pisal pesence, takrat nekaj nisem bil zatrpan vate, ali pa je bila tako neka milozvočna, ker kolganem iskal sem, malo sem si šel potešiti v pesniško dušo, hotel sem se malo zazreti v nebo, kakšne zvezde, da bi napisal tisti verz, pa sem srečal njo, ki je šla po mleko. Ne vem, tukaj ste raven tako vas, ne, mogoče imate še kakšnega kmeta, pa hodite po mleko s kangalco, se gre, ne, nimate tega, ne, ni več. No, pri nas tisti kmet še zmeraj ima krave, edin še na vasi. No, ne, in ker sva se pač poznala s pevskih vaj in ker sem bil prijazen mladenič, sem jo pač pospremil, ne. Ne, si je verjetno dopadel, ne, to jaz, pač sem pospremil, sva šla do štale, se nisva pomozla, ne, jo pospremila nazaj do njenega bloka in malo klepetava in potem je ona šla v svoje 3. nadstropje. Jaz sem šel pa domov in sem si rekel, to je to. To je to, hoče, ona je bila 3 leta že zatrpana vame, jaz sem bil za njo vanjo zatrpan to noč in naslednji dan, ker sem naslednji večer šel ven, ne da bi iskal verz, ampak da bi našel njo, sem jo počakal v zasedje tam nekaj, ker je ona šla po mleko in jo pospremil do štale in nazaj in preden sem jo spustil 3. nadstropje, sem rekel, da se mi zdi, da bi bila primerna kandidatka za prejem zakramenta svetega zakona. Mislim, ne tako konkretno, ampak ne, to je bilo v podnapisih in če se bi ona s tem strinjala, ona rekla, in to je bilo to. In tukaj je to taka, vse ste se režali, zabavna zgodba, imate podobne zgodbe, kako ste se srečali, čas je bilo v ognjišču, kako sva se spoznala, tisti članki, ne. Mislim, vsak par ima neko to svojo štorijo. Kar je pri tej štoriji nenavadno in zanimivo je pa to, da sva ta isti večer, ko sva si rekla, da se imava očitno rada in da bi midva skupaj hodila, da sva si tudi, ne, iz ne vem kakšnih razlogov, rekla, da se ne bova ne objela, ne poljubila, niti za roko se ne bova prijela, dokler ne bova prepričana, da se bova nekoč poročila. Se pravi, vse te stvari, ki pripadajo ne zakonu, ampak paru, sva želela prišparati za tistega, ki bo moj za zmeraj, ne. In da pač ne bova, dokler ne bova prepričana, da ne. To pa morate priznati, da je majčkeno nenavadno za dva pubertetnika, ki jih takole, sicer bila tako ni bila pomlad, je bila jesen, hormoni so bili majčkeno tako v depresiji, ampak kljub temu, ne. Bi se to odločitev sva obžalovala že kakšen teden kasneje, ko sva se sprehajala, pa so rokce malo takole se probale malo zaleteti, ne, ampak vseeno sva 1 leto vztrajala v tej odločitvi. Približno 1, in mene so seveda sošolci spraševali, kaj zdaj vidva hodita na hodita, sem rekel, hodva, samo hodva. In sva hodila, res hodila, ona ni upala k nam, ne, jaz nisem upal k njim, jaz vem, zakaj se njenega fotra, zakaj sem se ga bal, jaz ne vem, zakaj se ti mojega fotra bala, ne. Glavno, hodila sva, ampak veste, tako to je, ne, če pač greš na randi, pa veš, da ne boš nič objel, pa prijel, pa, ne, se nič stuširati ni treba, ne, ker ni te bliži, ne.
Veš pa, da se boš vsakešno urco pogovarjal, pomeni, da se moraš pripraviti na pogovor, ne moraš biti kar tih, ne, da se dva takole gledata, da eno uro je malo brez veze, ne, in sva se pač, sem zbil kakšne teme, ne, zato da bi tudi spadla malo bolj pameten, ona je hotela parirati, ne, da ne bi spadla neumna, in sva se pač pogovarjala, pripravljala na randi zelo drugače kot drugi pubertetniki, ne, tako da so se tisto leto ne samo nahodila, ampak tudi precej nagovorila, no, saj jaz sem se nagovoril, ker ona je, ne. Tako da, ja, po približno enem letu sva nekako začutila, da je to. In sva se prijela za roke, sva se objela in se do dneva današnjega nisva spustila še. Ne. Strudva se vsak dan, da bi šla narazen, ampak Bog to nekako drži skupaj in naju noče spraviti narazen. Tako sva začela to najno skupno hojo, potem sem jaz po parih letih šel v vojsko, to je bila še ta stara vojska, ta prava vojska, ne to, ta šminkeraj, ki je danes, ne, ki gre v mehen paradir, sicer imajo hujšo obuko, kot smo imeli, ne, ampak tele 3 mesece, mečkam, da moj sin je šel k vojakom, tako, tisto, kar je bil v Ljubljani, ki gre v študij, nič posebenega. Mi smo šli za 1 leto precej od doma, no, v glavnem, tisto leto so si dopisvala. Mava približno 300 pisem z ene in 300 pisem z druge strani, spravljene v škatli Bonita banan, čakajo na to, da bo to enkrat iz nje knjiga. Sem rekel, ja, pa sem pa šel ta pisma brati, pa sem videl kakšne otrošje traparije, so si pravzaprav pisarila. Ampak ona je v tiste pisma pisala pravzaprav skoraj celo sveto pismo, ne, jaz pač, se veste, teh knjig dol se nisem imel imeti. In ona mi je v pisma pisala Božjo besedo, da sem imel dol malo čtiva. Cela kasarna je vedela, da če Čušin ni dobil vsaj kartice, potem noben drug nima šanse za kakršnokoli pismo. Hočem reči res, vsak dan sva si pisarila, se pravi nadaljevala sva te razgovore. Potem sem prišel z Ljubljane, šel študirati v Ljubljano, ti si bila še 4-letnik, ne, ja, sem bil v Ljubljani, najprej kot slavist, z bratom skupaj garsonjeri, brat je diplomiral, pa šel, jaz sem slavistiko pustil, ker sem ugotovil, da nisem za Slovenco, šel skrivajne spremne izpite, naredil spremne izpite za GRFT, ta je prišla v Ljubljano in ker je bilo garsonjera prazna in ker smo Gorenci, kaj bomo dajali denar za več, kot je treba, sva se uselila skupaj v garsonjera in tej garsonjeri potem vsa študentska leta skupaj stanovala. Ne živela, stanovala, zato da boste razumeli razliko, sobivala sva. Bila sva fant in punca, ampak nisva bila partner pa partnerka, bila sva fant in punca. Kako so najni starši na to gledali, približno veva, njen foter je rekel, samo da ne bomo zibali. Moja mama pa predvidevam, da je molila, ka zmešana. Je pa res, da ko gledava nazaj, nama pravzaprav verjetno noben ni verjel, da samo stanoviva skupaj. Bila sva takrat zelo vpeta v mladinsko skupino in enkrat na teden so se v tej najni garsonjerci, smo se dobili vsi študentje z naše fare in da smo malo, mi smo najprej prmaši, potem smo malo molili, potem smo imeli pa tak družaben večer, kot se reče, ne. Mi da sem mislila, da pravzaprav pričujeva, da se da pač tako samo stanovati, tako živeti, ampak zdaj, ko gledamo nazaj, velika večina tistih ljudi iz te mladinske skupine, iz te družbe, ki smo se tam dobivali, so še danes koruzniki, tako da očitno sva jim bila izgovor, ne, če ona dva lahko, potem tudi mi, ne, ali kaj, ne vem. Mislim, da ima najn župnik tedanji ni verjel, ker zmeraj na koncu spovedi je bilo še kaj. Vsak mesec sva praznovala obletnico, začela sva hoditi 9. novembra ob 7:30 zvečer in vsak mesec sva praznovala obletnico, vsakega 9. v mesecu je bila najina obletnica in ko sva bila v 4. letniku, sva rekla, mi da se bo pač poročila. Nisem padel na kolena, nobene zaroke in to takrat ni bilo tako popularno, kot je zdaj, te zaroke pa to, nimam nič proti, mislim, hvala Bogu, ampak takrat tega ni bilo, nisem padel na kolena, rekla sva, poročila se bova, kdaj? Mislim, da sem jaz rekel, ne vem, ali pa si ti rekla, eden od nas, ali pa sva pa skupaj, kaj pa vem, da se bova poročila, da ne bova imela, oziroma jaz sem rekel, ja, da ne bom imel teh obletnic v glavi, 9. v mesecu, to si bom zapomnil, ker to že toliko let praznujeva, ne. Sem rekel, prva sobota, ne, ki je poročen dan, prva sobota, ki padne 9. v mesecu, bo najmanj poročni dan. Po študiju, ja. In potem sva še gledati, ne, mislim, veste, to je koledar je malo tako, lahko bi kar se čakala, ampak Bog je bil milosten, to je bil 9. julij, se pravi, prva sobota oziroma prvi mesec po koncu študija je bila sobota 9. in sva se pač 9. julija poročila. Predtem pa moram še povedati, seveda moram, ne, ja. Sva šla na pripravo na zakon in sem rekel, ne bova šla tam
5krat na breze, govorim dolgočasnim patrom, to je za tiste, ki aktivna priprava, vikend priprava, nekam tako v naravo in sva izbrala na vikend pripravo, misliš, da je to za tiste bolj aktivne, je bilo pa v bistvu za tiste lene Ljubljančane, ki se jim ne da na breze voziti, pa da to grejo malo na počitnice, pa zraven še pripravo na zakon naredijo. Imela sva to srečo, da so bile takrat še brez izpitov in avta, moj oče naj jo je pripeljal tam odložil in odpeljal, ker tekom tega srečanja smo imeli, in preden sva šla tja, sem rekel, Melita, da za Božjo voljo, da ne boš komu povedala, da mi dva v Ljubljani stanujeva skupaj, ker nama noben ne bo verjel, ne bo imela za ne vem kakšna grešnika, ne bodi tiho, ne govori, kaj je najno začasno bivališče, ne, tako. No, potem smo imeli tam predavanje in čuden par nam je bil exempel postavljen, bila sta poročena, ampak nista, mislim, ko sta se poročila, nista pa skupaj živela. Se pravi, ravno obratna primer, kot so bila midva, ne. Hočem, oni sta se očitno poročila, ker nista več zdržala, ampak nista imela kje biti, nista vsak še pri svojih starših stanovala, samo poročila sta se. V redu, kakor komu paše, ampak priznajte, da je malo čuden, da je tak par postavljen exempel, da pripravi na zakon, ne. In bil te sorte par, žena je govorila, mož je v zadnji delal. Ne, in potem to ona odpredava, vse te neke, ne vem točno že kaj, govorila te odnose gor in dol in potem kakšno vprašanje, nek fant dvigne roko, ja, mene pa zanima, kaj vi mislite o predzakonskih spolnih odnosih. In gospa zardi, mož zadaj se je izbudil, ne, in ta gospa je rekla, ja, no, sej vemo, da, ne, pa to je težko, nobenega ne obsojamo, ne. In ta fant je rekel, no, se če bi obsojali, pa bi morali vse obsoditi, ne, in vsi se zarežijo, mi da pa ugotoviva tisti moment, da smo edini par na tej pripravi, ki očitno še ni poročen, ne, ker vsi ostali so pač se že poročali, ne. In so šli potem oni na čaj, pa še duhovnik, prisotni duhovnik je rekel, da se mati cerkev zaveda, da je predzakonska čistost nedosegljiv ideal. Šli so na čaj in piškote, midva pa ta se je jokala, jaz sem bil pa besen. In če imeli, zato pravim, da sem imela srečo, da je oče pripeljal, ker če imela avto, bi se sedela avto odpeljala, bi bila midva danes koruznika, ker ne bi imela listka tega potrebnega za prejem zakramenta, ne. Tako sva pa obsedela tam in ko so se vrnili nazaj iz teh piškotkov, sem jaz dvignil roko pa rekel, da hočem nekaj povedati in sem imel enega teh prvih čušvinovih koleričnih izbruhov, da sem pač povedal, da nimam nič proti, da počnejo, kar počnejo, ampak nikar ne govorijo, da je to nedosegljiv ideal ali pa da se ne da ali pa tako naprej, da sva ta že 4 leta skupaj straba, in vse v redu, ja, gledali so na kar, ne. In potem smo imeli tisto psihološko igrico, ko je bilo treba sestaviti temelje zakona in bilo treba dati, mislim, da 4 pojme v temelje. Ne vem, kateri so bili ostali 3 pojmi, vem, da 4. pojem, ki sva ga dali v temelje, bil seveda spolnost, ne. In so vsi prišli k nama gledati, kako so videli to hišo sestavlja in potem hinavc, kakšen hinavc, ja, govoriš, da sta še nedolžna, tukaj imaš pa spolnost v temelju. V glavnem, ta priprava na zakon je bila posebna. No, potem so se poročila, brez ohcet, imela sva samo poroko, zvečer pri mladinski maši, kot smo zmeraj peli, smo se poročila, potem smo šli mi v Faroš na čaj in piškotke, to je bila najina ohcet. Njena žlahta je to razumela, pa so dobila par servetov pa ene rjuhe. Moja žlahta gorenska je pa rekla, če ni ohcet darila, ni tako, da nisem dobil nič. In potem sva zaživela, v tisti garsonjeri končno zaživela. V tej isti garsonjeri, ki sva pa je stanovala, sva zdaj postala dejansko mož in žena. Ona je imela službo v Ljubljani, ona je dobila službo na šoli, to si zmeraj želela, od nekdaj so rekli, Melita pa zna z otroki, če kdo zna z otroki, zna pa Melita, Melita pa otroci, to je to, otroci, Melita, otroci, tako naprej. Učiteljica seveda, to je to in postala učiteljica. Jaz sem bil takrat še talentiran mlad igralec, pa so me dosti porabili, tako da mi ni bilo kaj dosti doma, sva živela tako malo pestro. Dokler se nisem jaz takole začel po noč zbujati, ker me je zbudila ona, ker je jokala. Kaj pa se jokaš sred noči? Prav nočem v šolo. Se je ljubica učiteljica, si ti moraš v šolo, kaj češ, ne? Ker ne morem, grozno in tako naprej. In sred noči kdo poslušal, da žena jamra sred noči, zakaj ne more v službo hoditi. Dobro, to so začetniške težave, da je no, mislim, vse bo šlo. Mislim, da meni lahko, jaz tiste pol gole igralke moram gledati cele dneve, mislim, da meni lahko, ne, mislim, tako naprej. Hoče več nisem je resen jemal, ne, ona je jokala, jaz sem hodil v službo, ampak potem je začela jokati še preko dneva, sem rekel, no, to je pa že malo prehudo, no, sem rekel, ne moš tole, pa pojdi na bolniško, no, pa pust, majhen malo se spoči.
Pa je šla na bolniško, pa še kar jokala. Pa njena sestra rekla, ti tole pa res, kaj pa če bi jo mi poslali, da se ga ona s kom pogovoriti, s kakšnim terapeutom, s kakšnim psihologom, tako naprej. Se je rekel, dobro, pa pojte, ne se pač pomeni, kaj se, jaz imam tamle gostovanje tam na Dolskem, ali kje sem že bil, nisem imel cajta za te reči, preveč pa interesa. No, ona se je šla pogovarjati s tem psihoterapeutom, ko je prišla nazaj, smo sedeli na tiste najnem kavču, ki bo najna zakonska posla. Sem rekel, no, kako je bilo? Je rekla, v redu. Kaj sta pa počela? Je rekla, malo sta se pogovarjala. In čem sta se pogovarjala? Je rekla, vprašal me je, kaj čutim do tebe. Sem rekel, res? In kaj čutiš do mene? Je rekla, da bi te najraje ubila. Sem rekel, ja. Sta se še kaj pogovarjala? Ja, vprašal me je, kaj čutim do sebe. Je rekla, in kaj čutiš do sebe? Da bi se najraje ubila. Se pa ne smejete več. Ne? Ja. Tudi jaz sem se nehal smejati in sem rekel, tole pa ni več hec, ne? To pa je. In potem sem začela hoditi okrog duhovnikov, pa okrog vseh možnih stvari. A ona je še kar jokala, pa še kar je bilo, zmeraj je bilo grozen je bilo, taki čudni neki napadi, pa vse sorte grozen. In sem rekel, noč gremo in sva šla na polikliniko do psihiatra, tam ljudi to kar tlele danes takole. 7 zjutraj čakalanca takole nabasana. So rekli, pridite čez 3 mesece. To je še dobro, danes bi rekli čez 3 leta. So rekel, ne, danes bova prišla na vrsto, jaz hočem danes. In potem sva čakala, tam okrog 5 popoldne so prišli ven, so rekli, ste še zmeri tukaj, sem rekel, še zmeri sva tukaj, pa pojte noter. In je šla noter, čez ene pol urce pride zdravnica ven, reče, hvala, ker ste počakali, tole je samo še za, a boste šli sami ali odpeljemo z rešilcem. Jaz sem oči zelen rad, sem rekel, ne, bova šla sama nekako naprej. Ta je pa šla pa ven takole z blažnim nasmehom, kot zdajle, čist mina, tako nekako se je vdahnila, da ja, ne, v redu je, to je to, moram iti, ja, moram, jaz se moram iti zdrav. Ne, pa čist mirna, jaz sem bil pa, ne. Potem sva šla domov, nabasala stvari, moja sestra je prišla iskat, ker so bila še zmeraj brez avta pa izpita, odpeljala tja v polje, ko se lepo reče, v psihiatrično kliniko, ne, v Norišnico, no, po domače, na Studencu, kot se reče, ja, na Studencu, Ljubljani na Studencu, Marija na Studencu. Tam so zagrabili mene, ker sem bil, ona je bil čist mirna, jaz sem bil pa subjoka, pa vas zelen, so zagrabili mene, sem rekel, ne, ona je. Tako da se nisem žrtvoval ne besede, ne, je šla ona noter. Potem so rekli, počakajte, je pa šla ven sestra z eno črno vrečo za smeti, noter so bile njene obleke, so rekli, tole so njene obleke, to odneste, pa še tole, tega tukaj ne sme imeti. In preden sva šla z garsonjerem, je Melita rekla, daj mi nekaj, da me bo tam spominjal na te. Sem rekel, kaj ti pa dam? Sem gledal, kaj bi dam, in tam na policiji je ležala neka veriščica, ki jo nekoč pred leti podarila njena mama, se pravi tašča. Na tej veriščici so bili križ, sidro in srce, se pravi vero, upanje, ljubezen. Tiste veriščice meni šla strašno na živce, ker je bila od tašče, pa zato, ker stalno sem se zatikal, ker da sem se objemala, sem se skozi nekam zataknil in sem rekel, daj to dol, in smo dali tukaj na polico. Zdaj pa, ker je bilo treba dati nekaj za sabo, sem tisto veriščico vzel in sred garsonerja sva stala, tako filmski prizor je bil. Sem pripel veriščico, kako to in se rekel, izvoli, vzemi s seboj vero, upanje, ljubezen, naj te to spominja tam name. No in to mi je spustila sestra v dlani, rekla, tega tukaj ne sme imeti. V tej bolnici ni vere, upanja in ljubezni, ne. Sem vzel tisto, sem se odpeljal domov. V garsonjero sem tiste obleke sem razsul po kavču, se ulegel na nje, sem se jokal, kot dež. Zaspal tistem joku in sanjal njo. Tako živo, kako je prišla do mene, do te posle, do kavča in mi rekla, vse bo v redu, boš videl, vse bo v redu. In pa nas je začel. Naslednji dan sem šel noter, ona je bila naphana z zdravili, ona zase ni vedela, ona je bila v razredu. Ona je bila odsotna, bila po razredu. Pisala po tabli, učila, sestra ni še prišla z malo, mislim, da se režala, ka prasca, priznam. Ležala sva se, ka pečena mačka, ker je bila tako smešna, ona zase ni vedela, ona je bila v zaprtem oddelku, seveda med vsemi ostalimi noricami. In en teden, 14 dni si bila na zaprtem, ja, potem prišla ven, naphana s temi zdravili, sem rekel zdravnici, pa zakaj? Te tablete, rekla, gospod Čušin, rekla, glejte, če bi vi pojedli eno od teh tablet, vi bi spali kakšen dan, 2. Ona poje 6 tablet na dan, pa stoji, ona rab to. Enostavno sem razumel, zakaj nabutajo te tablete, zato ker kemija
toliko umrtviči duha, da se lahko, oziroma telo, da se duh lahko spočije, ne? Da potem lahko začnejo sploh karkoli delati. Ne? Seveda imajo te tablete stranske učinke. Ne? Eden od teh stranskih učinkov je bil ta, da ni mogla biti na miru. Tako da vsakeč, ko sem potem, ko je bila že na odprtem oddelku, ko sem prišel na obisk, sva hodila zmešana, jaz sem zjutraj hodil v teater, imeli smo študij Norci iz Helma, tako da sem zjutraj na vaji za norce, popoldne sem šel v norišnico, se 3-4 ure sprehajal z noro ženo in šel nazaj na vaje za norce. Tako je bilo moje življenje, ja. Jaz sem bil takrat fit, ker sva hodila zmešana, to je bilo noro, koliko je ta ženska takrat hodila in jaz za njo in z njo in pred njo, tako naprej. Hodil sem vsak dan k njej, imela je neke napade, prepričana, da je obsedena od hudega duha, predvsem pa, da ne bo mogla imeti otrok, da ni sposobna biti za mamo in tako naprej, neke čudne stvari. Ona zdravnica tam sem nič ni vedela, ona je mene spraševala, kako je ona. Sem rekel, pa zakaj vi mene sprašujete? Rekla, vi nam več poveste. In sem gotovo, da pač je preveč norih, pa premalo ta pametnih, ki bi za nore poskrbeli. Hočem reči, tam mi res niso imeli časa za ne, tako da sem jo po 3 mesecih sem to vzel ven iz bolnice, sem podpisal, da jo jemljem na lastno odgovornost. Enkrat sem se zagovoril, sem rekel, na lastne stroške. Vse isto, ne? Na lastno odgovornost sem jo vzel ven in odpeljal k svojim staršem. Jaz sem malo pri meni, malo pri starših, jaz sem hodil na te norce še zmeraj. Imela je pa te napade in ko je moj oče enkrat ta napad njo doživel sam, je potem naslednjič pričakal z unim Benediktovim križem. To je tisto, ki ga imajo egzorcisti za izganjati hudiča. Ne? In rekel, Gregor, tole vzem, tole od ta hudega. Ne? In dejansko ti napadi niso bili hudi. To je bilo, mislim, če ste gledali tega egzorcista, približno tako glih lebdela v zraku, ni glih zeleno, ni bruhala, vse ostalo pa kar upitje, tuljenje, moč strašna in tako naprej. Napadi. In to se zgodi tako, takole sedela zraven tebe, tako kot zdajle, si jim zavezal očel in si pogledal nazaj zraven tebe, monstrum. Ne? Ona je v trenutku izgubila voljo, smisel, vse, ona bi se takrat vrgla pod vlak z balkona, karkoli, ubila bi se. In tisti moment, ki je začela tudi, je bilo treba, in takrat sem odgovoril, zakaj sem jaz debil. Zato, ker sem jo fajn lahko samo objel in porel in težek, kot sem bil, sem jo držal, da ni nikamor šla. Ne? In to je bilo to, takrat je bilo treba samo držati, da je ta napad minil, ne? In potem čaka do naslednjega napada. Ne? Tako, in kljub temu, da zdaj tako zveni malo grozen, vidim, eni med vami ste malo solzni, eni malo resen gledate, je bilo hudo, ampak za naj je bilo to najlepše leto najnega življenja do zdaj. Ker sva živela zelo evangelsko. Ne? V Evangeljih piše, dovolj je dnevu lastna teža. Mi da se tisti dneve živela, važno je samo to, da do večera ne ubije sebe ali pa koga drugega, predvsem pa mene ne. Tako da to je bil načrt dneva, preživeti od posle do posle. Za vse ostalo so poskrbeli starši, prijatelji, mi da smo mogli pa samo preživeti. In je bilo zelo lepo, pravzaprav, ker sva bila osvobojena vseh drugih skrbi, samo drugega sva imela na skrbi. Ko se je kaj začelo dogajati, je ona molila Jezus, Jezus, jaz Marija, Marija in to je bilo to. In to je kar trajalo, pa nisem vedela zakaj. Vmes je ona že malo prišla k meni navajati, ko je postala maskota naše predstave. Igralci, kolegi so jo vzeli za maskoto, ona je bila to malo tablet prbita, malo pa je tak karakter, tako dobre vole, da je postala maskota naše predstave. Imeli smo noro žensko za predstavo za norce iz Helma in je šla z nami na premiero, na gostovanje, imeli smo poletni festival, tam smo imeli premiero, bila z nami dol. Ja. In potem se je začela te njene napade, to njeno bolezen pravzaprav iz obupa, bolj kot iz vere, iz obupa darovati. Dajva darovati to bolezen, to, kar se nam dogaja, dajva darovati za ljudi, ki imajo težave, za konkretne ljudi. Ne. Se pravi, danes za tega, danes karkoli se bo zgodil, ta dan darujeva za tega. Tako sva začela to najno življenje pravzaprav darovati za druge. Lažje je bilo, mislim, ni bilo enostavno, ampak še ni bilo lažje. Ni bilo več najno trpljenje, bilo je že trpljenje za nekoga drugega. Namesto drugega sva nosila križe, tako sva si to predstavljala, je bilo že mečkan lažje. In čas, kad je bil hud napad, sva rekla, ta človek rab še, pa sva še en dan za njega darovala, kaj tazga. Hodila sva, molila, hodila okrog duhovnikov, prosila za pomoč, ampak kar je zanimivo, v vsem tem času nisem sankrat pomislil, pa vem, da to ni prišlo z mene, sankrat nisem pomislil, da bi jo pustil. Ampak sem imel v sebi, to tako je, takole bo, takole bomo živeli, dokler ne umremo, dokler
ne obupamo, dokler ne vrže mene ali pa sebe z balkona, tako hočem, da nisem sploh o tem razmišljal. Ko sem to takole je, nisem res samkrat nisem pomislil. Celo besen sem bil, ko so mi kolega mi je rekel, pa pustijo, to je njen problem, ne moreš se ti zdaj karijere zaradi ne uničil. Sem bil tako besen na njega, to ni mačak, se ga najdu na cestu, to je moja žena, kaj, res, tako malo se je spucalo okrog mene. En drug kolega je rekel, kužka ji kup. A veš, ženske v teh letih, če ni imel otrok, rabijo na pozornost, kužka ji kup. Kup si ti cucka, pa ne te ugrizne, pa požre, ne, tako naprej. Glavnem, tisto poletje sem potem šla na duhovne vaje, mislim, kad smo hodila, takrat sem bila dokaj aktivna v prenovi v duhu in sva šla v Parel-le-Monial, mogoče kdo pozna, to je kraj tam na jugu Francije, kjer se je Jezus razodel svoje srce sveti Marijeti Alacoque. Ta sem zmeraj hodila, mislim, že oklet hodila in tudi tisto leto sem rekla, greva tja. To je tak milosten kraj, kjer se časti Jezusovo srce, kjer je stalo izpostavljeno najsvetejše. Lepe stvari so tam doživela, sem rekla, greva tudi tja. Nisva pa upali iti z avtobusom s prenovo v duhu. Sem rekel, če boš ti na avtobusu doživela napad, pa bodo res začeli hoditi čez ganat s tebe. Ne. Sem rekel, to ne upam riskirati, sva šla z vlakom, ker je bilo zanimivo, ne. Mislim, veste, dolga vožnja z vlakom, pa nora ženska na vlaku, to je, mislim, jaz sem bil kar skozi tako mal James Bond varianta, kaj se dogaja, ne. No in tam sva šla na pogovor, ker mu duhovniku, nanjemu prijatelju, povedala, kaj se dogaja in on, ki ima neke te karizme, neke darove, je molil nad njo in na koncu pogovora je rekel, Melita, jaz ne vem, zakaj se tebi to dogaja, ampak globoko sebi čutim, da ta bolezen ni dobra samo zate, ampak da je pomembna za oba, za vaju, predvsem pa za celo Slovenijo. Še rekel, peti nekaj, ti povej, kaj ne izmolva, pa kjer mu svetniku ne greva, kam ne poromova, kjer obžegnano vodo ne izpijeva, da bo tole minil, pa cela briga mene Slovenija, razumeš, ne. No, ampak tisti večer sva šla molit v to baziliko, tam krasna bazilika, če bo sedaj v Parel-le-Monialu, čudovita, je to romanska, gotska, krasna, ne izobražen sam, ampak krasna cerkev. Polna cerkev, tisto večer je bilo, drugače v kapeli izpostavljeno, tisto večer je bilo v cerkvi, nabito polno in sva se gužvala, sva prišla do oltarja, gužva in sva šla zadaj za oltar, tako da sva molila k monštranci s hrbtne strani, zato pravim, da nič ni narobe, če šlo k Bogu zaritjo. Mislim, da se z vasi Bogu zaritjo doma. Imamo zavetnika Ingenovina in Albuina, ste slišali že za njo, ne, to k Bogu zariti smo, da pobožni ljudje niso še slišali za naše svetnike. Ampak hočem reči, čisto noč sva molila Bogu zaritjo, ne, če ima Bog napačno stran, ima to. In ko sva zvečer, potem proti jutro že odhajala spat, je ta rekla, veš, sem začutila v sebi, nekaj mi je govorilo, mamica boš, mamica boš, mamica boš, mamica boš. Hočem reči, tisto noč sva Bogu zaritjo iz te božje riti potegnila eno sporočilo, ni bilo potem zdaj boljše, ampak imela sva zagotovilo Božje, da bo mamica, enkrat že. Ne stara mama, mamica. Se pravi, bova v nekaj letih to doživela, ne, tako malo lažje bilo. In ona se je odločila, da bo mamica. Zato, da bo mamica, da bo lahko zanosila, ona ne sme imeti kemijo v sebi, se pravi, tablete stran. Ker je meni zdravnici rekla, ste vi zmešani. Sem rekel, ne, ona je. Rekla, to more, in jaz rečem, zdravnica je rekla, da ne, in ta je rekla, ima klinc pa zdravnica, in je začela počasi zmanjševati dozo, tako mic po mic, zmeraj manj, napadi so še zmeraj bili, sicer zmeraj manjši. In potem na koncu, ki bo že kar skoraj v redu, so se tudi preselile iz Ljubljane nazaj domov, oziroma ne domov, ampak nazaj v vas Bogu zaritjo. Kupila sem tam eno mežnarijo, staro hišo na mežnarijo. To gnarja se še je ostalo od vsega tistega, kar sva si takrat zapufala, pa sposodila, pa imela, da sva si privoščila še romanje v Sveto deželo. Malo sicer vzgražanje, gradila sva hišo, ne, oziroma gradila, obnavljala, oziroma ta pa denar še za tja, ne. Mislim, zapufaš vse hkrati, mislim, malo je nenavadno, ampak sva šla. In na avionu v Sveto deželo, na avionu tja, je bil zadnji napad do zdaj. Mislim, prepoznan, ne. Mogoče so kakšni kasnejši bili, sami jih nismo prepoznali kot te sorte, ne. Ja. Ko smo prišli nazaj, smo bili pa že, ne,
ko smo prišli nazaj, smo zanosili. Najprej sem mislila, da sva že v Betlehemu naredila tega otroka, ampak sva ga naredila nekaj dni po povratku, se pravi, bil že v Egiptu narejen, ne. Tako in se potem, ja, to je bil zadnji napad, ona je nam rekel zdravela, ampak ja, prišla k sebi. Kaj je to bilo? Uradna diagnoza je bila shizofrenija, čeprav jaz ne vem, imela je napade, strašne tesnobe, anksioznosti, obračunala je s svojim življenjem, vse neke te otroške travme, neke krivde, neke fobije, vse to, kar človek pač ne predela. Neke stvari, ki si jih kot otroci v podzavest skrijemo, prepiri staršev, za katere mislimo, da smo mi krivi, očala, ki jih je dobila, pa so jo sošolke zafrkavale, da nisem, vse je šlo neko podzavest in tam v šoli s tistimi težavami je ta piskar razgnal in to prišlo ven in je bilo pač vse treba to obdelati, to je šlo ven in potem so začeli prihajati otroci. Jaz sem sicer po prvi nosečnici, po prvem porodu sem strašen trepetal, se veste, poporodna depresija pa to, da ne bi slučajno, ki je bilo spet se bil malo James Bond, takole, kaj se bo zgodilo, ampak hvala Bogu, vse v redu. Tako da, evo, 6 živih otrok, 4 gor, midva še zmeraj živa. Zaenkrat se še nisva porinila z balkona, še zmeraj preživiva dan, ja, včasih malo težje, včasih ne, ampak ko gledamo nazaj, res ko gledamo nazaj, cenva to leto, ne samo da ga cenva, govoriva, da je to najlepše leto najnega življenja, vedela sva, zakaj živiva, tako malo je bilo treba, živela sva res samo zato, da sva preživela, živela sva za druge pravzaprav, ker sva to, kar sva doživljala, darovala. Živela so zelo polno, bilo je naporno, bilo je v klanc, ampak je bilo zelo lepo. In takole se čas sediva, pa se pogovarjava okrog naju. Imajo ljudje težave, otroke, bolne, pa samomori, pa raki, pa smrti, mislim. Že v najinih letih, mlajši, tako naprej. In čas se vprašava, kako to, da sva tako uvati, tako požegnana, tako naprej. In edini odgovor, ki ga imava, je to, da sva pač vsaj en del te zemeljske pokore, ki jo vsi imamo, že dala skozi in da so v tistem letu pravzaprav nam rekel živela iz svoje moči, koliko je treba, ampak se pravilno odzivala na Božje navdihe. Govorimo o teh refleksih. Se pravi, ko sem se spoznala, je prišla ta neka nora misel, dajva ne biti fant in punca, dajva se najprej spoznati. Ko so se vselila skupaj, je prišla ta neka nora misel, dajva ne spati skupaj, dajva samo biti skupaj. In ko je prišla bolezen, ni bilo ono, dajmo se ubiti ali pa dajmo to pustiti, ampak sva ostala skupaj in ne samo ostala skupaj, to tudi darovala za druge. Očitno sva nek refleks imela v sebi, izmoljen od Bog ve katere babice, prababice, mame, stare mame, kaj jaz vem. In sva pravilno, dobro odgovarjala na te Božje navdihe in zdaj lahko nekako že žanjeva, ali pa dejansko, tako enkrat je rekla, mogoče te ne pa Bog take potrebuje, ne. Pač ti moraš biti zdrav in mislim, pri mojem življenju, pri mojih kilah in tako naprej, pa zdaj je že predvsem manj, je bilo že več, sem zdravniki, bolj se še zmeraj vikam, se še ne tikam zdravniki, kar je lepo, smo še na vi, skoraj na oni, ne. Tako da očitno naju Bog potrebuje živa, zdrava in potem pač prideva takole in poveva tole za tega, da ne zato, da bi se pohvalila, kako dobra, lepa, poštena in sveta sva, ampak da ste dobri, lepi in pošteni in da je treba samo biti pogumen, zaupati v Boga tudi v najhujših momentih in reči, takole je, ti veš, jaz ne razumem, ampak če je Bog ljubezen ne moreš škodovati, ljubezen ima samo tajne plane. Vse veš, ko si zaljubljen, ne razmišljaš o tem, kako jo boš udaril, ampak razmišljaš, ko jo boš presenetil in tako naprej. In ta presenečenja so včasih mogoče malo nerazumljena, ne? Ali pa napišeš neko pesem zaljubljeno, ki ona ne razume. Pa kaj mi hočeš s tem povedati, ne? Bog tudi napiše kakšno ljubezensko pesem, pa jo mi ne razumemo, ne? In to je to recimo. Ta bolezen je bila očitna na Božja ljubezenska pesem, ki jo midva tisti moment, pa še danes ne razumeva čisto popolnoma, ampak jo pa zmeraj bolj odkrivava pod naslovom ljubezenska pesem. Veva, da je bilo to in izraz Božje ljubezni in skušava še vse stvari, ki se nam dogajajo, še zmeraj rečeva, kada se kaj hudega dogodi, rečeva, no, tako hudo pa spet nisva že kaj hujšega doživela. Hočem reči, do zdaj še nič hujšega nisva doživela, kot takrat, ko govorijo, da je najlepše leto. Se pravi, tako lepo se še nisva, ne da si želiva imeti lepš, ne? Ampak tako lepo, kot takrat ne in zaenkrat, če gre.
Evo, zdaj pa ti par vicov še povej svoje. Si že vse povedal. Jaz sam tukaj bi še dodala to, da mi je bilo res težko mi je bilo, ker nisem upala pomisliti tudi za 5 minut naprej, kako bom živela. Ne. In se spomnim tudi, ko sem šla k ravnatelju pa rekla, da ne morem več, mi napisal na tablo v latinščini, skozi trnje do zvest. No, tega se ne spomnim, sam prevedel mi je, pa sem... Seveda, takrat tega nisem razumela, zdaj razumem, a ne. In tudi se spomnim, da tudi to, ne, ti si rekel, da bi pustila službo, ravnatelj je pa rekel, zakaj, ne ostane na bolniški, a ne, saj tak država plačuje, a ne. In potem, ko sem počasi prihajala ven iz te bolezni, no, že prej so mi rekli v bolnici, da se ne bom več vrnila v službo, da bolj da ne bom spet doživela istih stvari, a ne, ampak očitno imam ta dar delo z otroki, da sem šla na isto šolo, nazaj v službo, so me sprejeli, nisem imela občutka, tudi mislim, da me niso gledali zdaj, kaj zdaj s tabo, a ne pa tako, ampak res so me sprejeli tako, kot sem in sem res hvaležna, da me ravnatelj sprejel, da so me sodelavke sprejele, kljub temu, da se mi je to zgodilo. In se mi zdi, da Bog deluje, a ne, tudi če ti nekaj da eno željo, nekaj tebi da, da tudi prek takih težav, kjer človeško gledano nemogoče, da se rešiš, a ne, da pride. In pa to, moj največji strah je bil, da ne bi bila mamica, no, to pa. In potem jaz sva dobila odgovor in sem naredila fajno kariero v tem. Tako. Kako je še kje v familiji? A še v familiji, aha. Ja, dobro. Tako, midva zoriva, otroci rasejo. Tako stari... Ti se staraš, jaz zorim, ti se staraš. Dobro, v redu. Naj ti bo. Zdaj najmlajši, tako imava 4 fante pa 2 punci. Najmlajši je že 15 let star, prvoletnik srednje šole, najstarejša 27, sva jo že oddala, dobre pol leta. Zdaj bova še enega oddala, se bo poročil, tako da v bistvu gre lepo, vse lepo po planu. Tako da ta, no, mislim po planu, no tako, no, dobro, v redu. Saj ne po mojem. No, dobro, po božjem upam, da ne. Ta Krištof, ki se bo zdaj poročil, me vprašal, kako ti je zdaj, kar odhajamo, ne, od doma. Ko sem rekla, v bistvu mi je lepo, ne. Sem vesela, da dobite nekoga, ki vas imajo radi, ki želijo biti z vami, a ne, bo se saj šli v doma. No, to nisem rekla na glas, ampak to je tako, normalno, a ne. Ja, tako da, ja, so vesela tega, čeprav ne, imaš svoje načrte za otroke, pa ta prvemu še najbolj, no, se mi zdi, pa počasi popuščaš, pa si rečeš, ej Bog, ti si jih dal, naredi ti z njimi, a ne, to, kar želiš. Sicer se trudiva biti dobro oče, mama, ampak ne gre vedno, zato imamo pa Boga, da te napake popravane. Sem pa vesela, mislim, tako je bilo. Pri vzgoji je bilo zmeraj tako, da sem jaz želela vedno biti taka kot ona, ne? Ker otroci so vedno njega na prvo besedo ubogali. Jaz sem mogla 10-krat reči, sem rekla, pa kaj zdaj to, in pa sem bila tudi jaz taka, hotela biti taka kot on, pa ni šlo. In pa sem rekla, lej, nima smisla, jaz sem mamica, pri meni se morajo crkljati, on je ati, ima tako, jih pogleda v Boga, jo, ne, tako da v bistvu s tem se... To bilo takrat, ja, so bili majhen, zdaj ne. Tako da, ampak to se učiš do konca življenja, še zdaj, a ne, ampak se mi zdi tako fajn, da se dopolnjujeva. Pomembno se mi pa zdi, da takrat, ko so pred otroci, da tudi, če se ne strinjava vsem, da jim pokaževa, da imava isto mnenje, pa se pa že, ko grejo, da se midva pogovoriva. Je bilo prav ali ne, to, kar sem jaz rekla, on rekel, a ne, tako da to.
Zdaj pa bistveno pri vzgoji se mi pa zdi to, veliko knjig sem prebrala, sem sem učiteljica, pa še katehistinja, tako da, ampak na koncu pa vidiš, da najbolj vzgajava midva z najmanj odnosom. No. Tako da, ker sem rada, to otroci vidijo, čutijo in mislim, da s tem sva največ naredila. No. Tako da se veliko kregava, ampak se tudi pobotava, to otroci tudi vidijo in mislim, da je to najlepša popotnica za njo. No. Si že vdahnil, da še kaj povedati? Moram še kaj povedati. Še kaj povedati. Novico, no. So bili to, da na črtih, pa da se taki. No, da zelo smeje. Ja, ne, kar se načrtov tiče, ne, tale, evo, lahko zelo vmes naredimo reklame EPP, tamle imam knjige s seboj, 5 svojih knjig, Angele, 117 angelov, take kratke zgodbe o tem, ki prepoznamo v življenju angele. Recimo meni je simpatičen angel dobre vage, ko pridem v trgovino, pa naročim 20 dek šunke, pa gospa navaga 22, pa reče lahko, pa rečem, se bom potrudil. Pa me pogleda, pa reče, vidim, da ne bo težko. Pa jo razglasim za angela dobre vage, take zgodbice so noter. Evangelij počušino, to je moja zgodba, ko se vstopam v evangeljsko zgodbo, pa se z Jezusom večkrat sprehajam, pa Jezusu pamet solim, kako in kaj ne bi on to delal. Vita Dolorosa, to je tak križov pot, poetičen, bolj Strmenje, to je zadnja knjiga, zelo ponosen na njo, ki jo sin je ilustriral, je pa Govor na gori, pa so take razne zgodbe z tega narejene. In S plavutkami po ledu, to je pa knjiga, ki so jo napisala s najstarejšo hčerko skupaj, ko je bila stara 13-14 let tam nekje, so si začela dopisovati sicer za potrebe tednika oziroma mesečnika Naša družina. Jaz sem jo vprašal, ona je zelo zmeraj dobro pisala, če bi bila za to in sem jo pač pisal, ona je odpisovala, vedela sem, da bo to javno objavljeno, pa da nisva bila strašno intimna, ne, ampak 3 leta sva se dopisovala in iz tega je zdaj nastala knjiga in sva jo zdala, preden se ona poročila po 10 letih, tako zanimivo pisarjenje. Sprašujem se stvari, ki jih nisem upal vprašati, ne. Me imaš rada, verjameš v Boga, kaj misliš o tem, kaj misliš o onem, in ona je pač po otroče oziroma otroško nazaj odgovarjala. Bila je strašno jezna, ker noben ni verjel, da ona to sama piše, ker so vsi ljudje mislili, da to jaz pišem, ampak dejansko je to ona pisala. In kar najbolj govori v tej knjigi je to, da po 10 letih nisva spreminjala besedila. Dobro, da ga jaz nisem v redu, ampak ona kot najstnica je pisala marsikaj in zdaj po 10 letih je še zmeraj rekla, ja, drži, štima. To veliko pove v tej knjigi. S plavutkami po ledu je naslov, ker pač, ko se pogovarjaš oziroma se ukvarjaš z otroki, je tako, kot bi šel s plavutkami na let, ne, to je ti hitro spodrsne, ampak še zmeraj bolj, kad greš z drsalkami v vodo, tiste pa dol potegne, tako da. No, naredil sem reklamo zato, ker te knjige prenašam v tej rdeči torbi. To rdečo torbo sem kupil tej hčerki, ko je bila stara 18 let, za 18. rojstni dan sem ji kupil torbo. Sem rekel, izvoli, rekla, kaj je to? Sem rekel, torba. Rekla, zakaj? Sem rekel, potovalka, pravzaprav, rekla, zakaj? Sem rekel, stara si 18, tam so vrata. Ampak, ne, ta potovalka zdaj knjige ne prodajem, hočem reči, ne. Sicer se zdaj že poročila pa šla, ampak trajali nekaj let, ne. Sicer sem nadaljeval tradicijo, pa še 2 potem kupil kufre za 18. rojstni dan, pa sem pa obupal, sem rekel, brez veze. Tako da, Pa so že sami rekli, da ni treba, ja, da brez veze, tako da, ja. Ampak hočem reči to toliko v tej vzgoji, koliko je to, pa v načrtih, pa v željah, tako naprej, to tako gre. Ampak, ja, no, otroci so, kakršni so, kadar mene vprašajo, ne, kako z otroci rečem, zdravi so, pamet pa, Bog pomagaj. Itak, ko je človek takole, ko gleda svoje otroke, ne sam svoje, tudi tuje, ne, ampak v tuje se ne smeš vtikati, svoje se pa moraš, se ti zdijo smešni, pa neumni, pa tako naprej, in pozabljaš, da si ti te iste, ali pa še hujše napake, počel, da so ti tvoji starši dovolili te napake, no, če so jo vedeli zanje, ne. Enkrat sem rekel, prostite, če moja mama vedela, kako sem jaz skrivaj od doma pobegnil, ne. Moja mama je šivala takole po oknu, jaz sem se pa pod oknem splazil, pa sem zginil, pa meni je bilo par ur, pa sem prišel nazaj, ona sploh ni vedela, da mene ni bilo, ne. Če bi vmes prišli policaji pa rekla, da so me najdli tam na cesti, bi ona bila čisto začudna, ker je bila pričina, da se jaz tam v dnevni pred televizijo igram, ne. Tako da sem rekel, no, oni še niso od doma pobegnili takole. Ali pa jaz ne vem. Tako, kot moja mama ni vedela, sem rekel, dobro. Tako da hočem reči, ampak ugotovil sem v enem stadiju tega, ne, sem ugotovil, da sem veliko bolj strog, kot sta moja starša do mene. Da veliko več zahtevam od njih, kot je bilo od mene zahtevanega in sem
Sem bil presenečen nad tem, pa se malo začudil, pa mečkam sem potem tudi popustil, pa mi je zdaj žal, da sem, ampak kakorkoli. Ker z pravili je tako, ne. Tebi so tvoji starši rekli, ob 8 zvečer moraš biti doma, pa je bilo hudo, ne, ker bi bil rad do 9. In svoje otroke pustiš do 9, ne, čeprav oni hočejo biti do 10. Tvoji vnuki so zunaj že do 1 zjutraj, ne. Tako ta pravila se popuščajo. Zato mislim, da je treba biti toliko trmast, ali pa malo bolj trmast, kot so bili tvoji starši, zato, ker se otroci so na svetu itak zato, da te meje premikajo, ne. Mislim, to, kad slišimo, da so otroci dar Božji, ne, pa niso, otroci so kazen Božja. Ne. Ja, Bog je dal otroke samo zato, da bi vedeli, kako se on počuti. Ker pride, vi, ki ste starši, veste, pridete pred Boga, pa rečeš, ne glih tega, ne, ampak rečeš, Bog pomaga. Mislim, tega otroka, rodili smo ga z ljubezni, radi ga imamo, skrbimo za njega, vse mu dajemo, vse mu nudimo, vemo, kaj je dobro za njega, skušamo mu pomagati, skušamo svetlati, on pa ne posluša jezika, zapira se v sobo, beži od mene, nič noče, grozen otrok. In Bog reče, vidiš, tudi jaz sem te ustvaril iz ljubezni, vem, kaj je dobro zate, skrbim zate, vse ti dajem, ti me pa ne poslušaš, se obračaš stran od mene, se zapiraš pred mano, vidiš. Hočem reči, otroke imamo samo zato, da vemo, kako se Bog počuti. Tako da tisti, ki imate pubertetnike, uživajte. V času pubertete se počutite kot Bog. Tako to je. Otroci na svetu samo zato, da se vate zaletavajo. Ti stražiš to mejo, in otrok se vate zaletava. To se dobri očetje zredimo, da otroci priletijo na mehko. Ne? Mama sicer misli, reče, moja me pa mraj kot mojega očeta, pa ni res. Ne? Ona se ne zaletava vate, ker ti si suha pa koščena, ker se zaleti vate, jo boli, si zobe polom, prileti vame, je mehko, še zabavno je, kaj bi trampolin, ne, tako naprej. Stojiš tukaj, sprejemaš udarce, ker če se omakneš, bo otrok zletel v steno, bo zletel v jarko, v prepad, si bo razbil zobe, srce, dušo, karkoli, ti si tle, sprejemaš udarce, to je tvoja naloga in otrokova naloga je, da se zaletava vate. Hvala Bogu, da se zaletava vate. Če se ne vate, se v steno, če ne vate, se vrže pod vlak, mislim, kaj s tem, ti si tukaj zato, hvala Bogu, da se zaletava vate. Dokler se vate zaletava, pomeni, da ga še zanimaš. Ko se bo nehal vate zaletavati, pomeni, da te je odpisal, ne, tako da, ne. Uživajte v puberteti. Mislim, je naporno, je grozno, je obup, ampak hvala Bogu, mislim. To pomeni, da so otroci živi, pa da ste vi živi kot starši, tako da to je treba kar uživati. To mine. Enkrat, hvala Bogu. Kaj morava še kaj posebnega povedati, preden kakšno vprašanje seveda lahko sledi. Jaz bom samo povedal kaj, tako kot zmeraj. Moj najljubši odlomek iz Evangelija, smem, ja. Moj najljubši odlomek iz Evangelija nosi naslov, mislim, povem tam odlomek zato, ker je to, bom rekel, na nek način, ko se temu reče, ključ najinega življenja, ključ dojemanja, kako živiva. Ta odlomek nosi naslov Pomnožitev kruha, ampak ta naslov je popolnoma zgrešen. Dali so ga seveda prevajalci Svetega pisma, tega ni v originalu, ker če berete ta odlomek natančno, boste videli, da se nič ne množi, ampak se deli, ker je matematično nasprotna funkcija, tako da prevajalci so to čisto falili. Za tiste, ki niste toliko seznanjeni z Svetim pismom, se pravi pomnožitev kruha, piše, da je bilo nekoč prisotnih 5000 mož, njihove žene in otroci, se pravi takole, čez palce rečemo, tam 20-30 tisoč ljudi je bilo na kupu. Jezus je govoril 3 dni, zdaj kako je to šlo brez mikrofonov, ne vem, ampak Jezus to zna. 30 tisoč ljudi je 3 dni poslušali Jezusa. Neprestano, noč in dan očitno. In ko je Jezus zaprl usta, je rekel amen, so ratali lačni. In zdaj seveda lačna, in to lačne niso mogli nikamor. 3 dni ne ješ, niso se mogli premakniti. In so prišli učenci do Jezusa, so rekli, lačni so, daj jim za jesti, ne. Če ne bo hudo, ali bo revolucija, ali pa bojo pocrkali. In Jezus je rekel, dajte jim vi jesti. So rekli, kako ne damo jesti? Nimamo nič. Priden fantek reče, jaz imam 5 hlebov, 2 ribi. 5 hlebov, 2 ribi za 30 tisoč, priznajte, nikaj dosti, ne. Težko je to razdeliti, pa množiti. Jezus je rekel, dajte sem, prinesejo, Jezus piše, Jezus je blagoslovil in niso se pomnožili, niso se pripeljali kamioni s štrucami kruha, pa prikolice z ribami, ampak začeli so deliti.
Začeli so un fanta, ki je očitno so svojo kopco, torbico, karkoli je pač imel, šel naokrog, vsak fotar je vzel zase za svojo familijo, nažrli so se, ker so bili sestradani, nažrli so se in šli domov, ker 3 dni niso bili doma je bila živina lačna, ne. Nažrli so se in šli domov. Hvala niso rekli. Ko so prišli domov, so šele pomislili, čak mal, kako smo se pa mi nažrli? Od česa, kako? On nam je dal in so iskali Jezusa, da bi ga postavili za kralja. To se ne čistko dobesedno, ampak približno tako piše, na malo lepšem zgodbo. Ker taga kralja dobro imeti, taga kralja, ki te takole nahrani, ne. To ni tako kateri golobi, ki še požrejo, kar imaš ti, ne. Ampak kralja, ki ti da, ne, z teh drobtinc nekaj naredi, so ga iskali, da bi ga postavili za kralja. Zdaj, ta odlomek je iz parih vidikov zelo pomemben, naj zelo nagovarja. Prvo je ta, da je Jezus rekel, dajte in vi jeste, rekel učencem. In učenci rekli, nimamo. To Jezus govori tudi nam. Dajte vi jest. Dajte, vi ste, vidim vas po obrazi, vi ste pošteni, krščanski, sveti možje in žene. To je kar žari tale dvorana, ampak okrog vas, okrog vaših hiš, vaših domov živijo ljudje, ki živijo drugače. Živijo drugače življenja, drugače mislijo, drugače čutijo, drugače volijo, drugače so usmerjeni. Predvsem pa ne hodijo v cerkev, ne verjamejo v Boga, pa še vi jim greste na živce. Ne? Ampak ti ljudje so, če priznajo ali ne, pa če se vi zavedate ali ne, so lačni. Vi imate hrano, vi se je ne zavedate, vi pridete semle k maši, pridete k obhajilu, poslušate, molite, vi se nahranite. Oni te hrane nimajo in tudi če ne vejo, so sestradani do te mere, da ne vejo, da kamor ne morajo. Če drugam ne morajo v nebesa, ker nimajo te hrane. Dajte in vi jesti. In zdaj mi kristjani, katoliki, predvsem naredimo to napako, da se začnemo obnašati kot jehovci. Vsi govorijo, treba oznanjati Jezusa, pa idite na ceste, oznanjate, ali pa kjerkoli, ne, oznanjujte. In zdaj gremo, skoraj trkamo na vrata in vzamemo štruco kruha, pa rečemo, jej. Ne? In človek, če še tako lačen in ponosen, reče, ne, hvala, ne bom. Ne rabim miloščine. Miloščine noben noče vzeti. Redki so, moraš biti res na psu, da vzameš miloščino. Ljudje so sestradani, ampak preponosni, da bi vzeli. Dajte in vi jest. Jejte tako, ker ti, ki so jedli tam, potem, ko Jezus namnožil, piše, da so pustili za sabo ostanke. Po eni verziji 7, po drugi verziji 12 košar. Ostanke. Živite tako, da boste pušali za sabo, ne v dobesednem smislu, ne svinati za okrog, ampak govorim v duhovnem smislu. Pustite za sabo ostanke, da bodo ljudje lahko jedli. Ti ljudje, ki drugače ne bi hoteli, od vaših ostankov, od tega, kar vi pustite za sabo, živite tako razkošno, živite svoje krščansko življenje, da bo tega zadost, da bodo lahko ljudje okrog vas jedli. Vi jim dajte jesti. Ena stvar. Druga stvar, piše, da so jedli in se nasitili. Ne samo, da so jedli, nasitili so se. Zelo pomembno. Jaz, kadar se kaj kregava, ne, ji rečem, dosti imam, srcem te. To je sama Božja ljubezen. Bog ve, da jaz to žensko tako rabim, ne da mi je da dost, on mi da preveč. Toliko mi je dal, da imam dost, sit sem te. To je sama Božja ljubezen. Pomislite na ljudi, na stvari, na dogodke v vašem življenju, ko imate dost, ko rečete, dost vam tega, sit sem tega. Pomislite, Bog je tega dal toliko, da si se nahranil. To so ostanki za naprej. To je zelo pomembno. A si sit svojega šefa, sit svojih sodelavcev, sit svoje žene, svojih otrok, ampak tam, kjer si ti sit, pomeni, da te Bog toliko hrani, da je višek, da je ostanek za druge. To je zelo pomembno. Biti nekoga sit je sama Božja ljubezen. Naslednjič, ko se bo se doma kregel, pa rekla, sit sem te. To je, kar bi rekel, rad te imam. Ja? Najbolj bistveno je pa to. Ti ljudje so šli domov in šele doma ugotovili, da so doživeli čudež. To je naše življenje. To je tudi najna zgodba. Takrat, ko smo midva živela tisto leto, se nama sanjalni zakaj in kako. Še danes ne veva točno zakaj in kako. Ampak, ko gledamo nazaj, ugotavljamo, da je to najno leto, ko smo doživela pomnožitev oziroma delitev kruha. Takrat smo doživela velike čudeže. Nisva bila presebna toliko, da bi vedela, da je to velika milost. Nazaj, ko gledava, to je naše življenje. Ko ti doživiš čudež, ti si toliko sestradan, da se nažreš in greš naprej. Ker ne gre drugače, lačen si, nažreš se in greš, ampak če si preseben, pa če si pobožen, boš čez par ur, čez par dni, čez par let, Bog ne da čez par življenj, ugotovil, da si bil udeležen velikega čudeža, od katerega še danes živiš, da si bil udeležen neke Božje mane. Ta odlomek je zato zelo pomemben in zgovoren za nas. In potem še nekaj, vi, ki ste
cerkveno poročeni, se morate zavedati, da niste samo tako nekaj, takole, grevci klopi ali pa stolov v cerkvi, ampak da ste božji specialci. Vi ste, mislim, vojska je tako, imaš generalštab zadaj, imaš pozadino, imaš fronto in imaš specialne edinice, se pravi, ki grejo preko frontne linije pa tako naprej. Mi, zakonci, smo specialne edinice. Mi imamo nekaj, kar papež v Rimu nima. Jezus je rekel v evangelijih, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Ker pomeni, da mora papež v Rimu dobiti vsaj enega enako mislečega, da lahko z gotovostjo reče, Jezus je z mano. Pa verjemite mi, da papež v Rimu težko najde še enega enako mislečega in sebi, nažalost. Mi to imamo, mi, ki smo cerkveno poročeni, imamo po zakramentu Kristusa zmeraj med nama. Kristus je zmeraj z nama. Se lahko kregava, je Kristus z nama. Smo lahko tih, se ne pogovarjava, Kristus je z nama. Se lahko civilno ločva, Kristus je z nama, zakrament ostane. Mi zjutraj staneva, zvečer leževa, Kristus je z nama. Vsak večer je z nama v posli, trojček, vsak večer, ni problema. Tak duhovni, pomemben. Zavedajte se, da imate, mi za cerkveno poročenje imamo to ultimativno spolno fantazijo izpolnjeno po zakramentu. Kristus je z nama, trojček. Vse življenje. In to je nekaj, iz česar bi morali živeti. Mi se premalo zavedamo, kaj imamo, da imamo Kristusa in da smo mi odgovorni, mi smo ti specialni, mi smo odgovorni, da je svet kakršen je. Ne papež, ne škofi, ne politiki, ne državniki, ne sosedje. Mi, cerkveno poročeni, smo odgovorni za stanje sveta, zato ker mi svojim zakramentom, svojim življenjem v največji polnosti lahko in zmoremo in moramo izpričati Božjo prisotnost. Mi smo sveta Trojica po defaultu, v zakramentu. Mi največ pričujemo za Boga in se ne zavedamo in iz tega ne znamo živeti. In so majhni koraki za to, da se to spremeni. Jaz sem povem to, pa se malo režijo, ampak resno mislim. Nehajte govoriti vice o zakonu, te brezvezne vice. Zakaj ne veste o belem, pa ženi v črnem? Ne bom zdaj povedal, zakaj, ker potem bi raven. Morate pogooglati. Nehajte govoriti, nehajte šimfati svoje žene pa svoje može. Doma se pomenite, skregajte se. Skregajte se, mislim, če se ne znate pogovarjati, če se ne morate pomeniti, se skregati, ne biti pobožno tiho. To ni nobena pobožnost, to ni nobena ljubezen. Bom potrpela, ali pa bom potrpel. Ne, povej, kar misliš. Skregajva se. Jaz to mislim, ti to misliš. V redu, se ne strinjava, v redu, vidva se drug teden. Dajte se pomeniti, mislim, ne pa biti tih, brez veze. Ampak javno pa ne. Ne govoriti, mislim, pridemo takole možaki za šank, po kakšnem športu, po kakšnem dogodku, par čevapčičev, 3 piri in začnemo Maja, pa zdaj si moja baba, pa moja banja. Tako ne, mi smo vsi isti. Poročeni, neporočeni, ločeni, koruzniki, vsi smo isti. Ti, če si cerkveno poročen, ko pride vrsta nate, da bi ženo šimfo, je rekel ne. Vse veste, da je učiteljica, vsem pedagoškim delavcem in delavkam v dvorani oziroma v kapeli se upravičujem, zborenca in velik kurnik. In ko ste kokoške prišle na glavni odmor, pa je ena imela slab dan, začela moje pa tak, nekaj imela z možem, to si povedala, začela moj mož, pa tak, moj pa tak, so kokodakale ene čez drugo, kar po vrsti tekmovale, kjer bo več slabega povedala svojemu možu, je prišla vrsta na njo, je pa ta, pa bi lahko ven potegnila zbrana dela, pripomp in pritožb, je preprosto rekla, jaz imam pa svojega rada. In je bilo takole tiho, kad zdaj, noben je bila kani na to reče, ne moreš reči, deč, so šle nazaj učiti, bod dec, naslednjič, ko boš za šankam, boš začel babe šimfati svoje, reči, ne, jaz sem pa svojo rad, pa bi rekel, da si copata. Rekel, prav, če to pomeni, da imam rad, da sem copata, pol sem tudi negate pa modac. In ko boš 5., 6. to rekel, te bo vsaj eden njih, te bo počakal zunaj, ker javno te ne bo vprašati, kot moj naroden. Zunaj te bo počakal, pa rekel, poslušaj, pa zakaj imaš ti svojo ženo tako rad? Pa si jo vidim, moja je veliko lepša kot tvoja. Se pravi, zaradi tega, ker boš ti imel svojo ženo rad, je on ugotovil, da ima njegova je lepša kot, vzljubil bo svojo ženo bolj kot ti svojo, zaradi tega, ker boš ti svojo brano. In boš rekel, veš, jaz sem cerkven poročen, jaz ne smem grdo govoriti o svoji ženi. Prav, zakaj ne? Veš, kaj bi Kristus rekel, če bi jaz ženo šimfal? To pa je Kristus. In boš vstopil do točko, pa lahko začneš malo govoriti. Predvsem bo pa, hočem reči, bo njegov bo rekel, kako se on potegne za svojo.
zdrži to, da mu rečemo copata, da ga zafrkavamo, očitno ima rad. Odkje dobiš to moč, da jo imaš rad? Prav, jaz sem cerkven poročen, to mi daje moč. Bojan je rekel, mogoče bi se jaz v cerkven poročil. Govorim to zaradi tega, ker sem enkrat prišel, a lahko. Čvekama, na Bog pomaga, ja. Jo boste kaj vprašali, ja. Enkrat sem prišel takole neko manjše slovensko mesto, ker sem pač imel par dni, sem bil tam in sem prespal tam in me počaka ta receptor oziroma hlastnik hotelčka. Prav, gospod Čušin, vas pa poznam. Sem rekel, krasno. Zame kufer me pelje do sobe in na vratah reče, veste, zadnjič smo bili v eni družbi, pa smo se vas pogovarjali. Sem rekel, krasno. In kaj ste se pogovarjali? Rekel, veste, in sem gotovo, da so neka terapevtska skupina, neki parihov, da ne vem, so ene sorte težave pač že imajo in pač se ti pari dobivajo, ne? In da je eden od njih rekel, da sem jaz enkrat nekje rekel, da samo cerkveno poročen moški zase lahko reče, da je mož. Ne? Vsi ostali so fantje, pa partnerji, pa soprogi, samo cerkveno poročen lahko reče, da je mož in on hoče biti mož in to se bo cerkven poročil. Rekel, stok sem jaz to rekel, ja, stok ste vi to rekel. Sem šel v sobo, ki me končno spustil noter, in sem vzel ven, mislil sem tisti popoldne spat, ampak sem vzel ven laptop, začel brskati po članki, ker sem rekel, da sem sigurno nekje zapisal in sem prebrskal vse tiste svoje članke noter in sem najdel enkrat sem napisal članek o tem, da, veste, članke pišem zato, da kaj zaslužim, ne. Pač rečejo 5000 znakov, 5000 znakov in pač naflancaš nekaj 5000 znakov, ne. Ni resen namisliš, pač nekaj napišeš, zato da, ne, pažaš, da je rep pa glava, ampak v redu, ne. No in v tistem članku sem napisal, da ko se dva zaljubita, sta fant in punca, ko pokonzumirata, kar je za pokonzumirati, postaneta partner in partnerka, če se civilno poročita, sta soprog in soproga, samo cerkveno poročena moški in ženska zase lahko reče, da sta mož in žena. Zakaj? Zato, ker samo dec, ki reče za zmeraj, lahko reče, da je mož beseda. In ta možak je rekel, jaz hočem biti mož in to se bo poročil. Sem šel ven drugega receptorja, kaj sem rekel, poslušajte, vi ste to resen, to je rekel, res, pa še 3 pari tudi razmišljajo, da se v cerkven poročil. Si morate misliti, za enega trapezga članka, ki sem ga naklefal za tistih 30 €, ne, so se 4 pari cerkveno poročili. Če to ni nekaj vredno na božji tehnici, Bog pomagaj. Jaz bom prišel gor s svojimi smrtnimi grehi, ampak tisti 4 pari noter bojo rekli, ne, zaradi njega smo se poročili. In Peter ne bo mogel drugega, ker bi rekel, sorry, pa moram odpreti vrata in bom prišel noter. Sem prepričan, ne, da bo to šlo na vago. Hočem reči, ne, zato to govorim, ja, mož beseda, daj, bod deca. Pomisli, zakaj si se poročil, kako si imel rad takrat. Vse je zdaj teže, ne samo fizično, ampak tudi tako. Ampak tudi ti si težek tip, ne. Pomislite, kakšni smo, smrdimo, prdimo. Po noč, ta prav, da sem po noč nekaj pel. To je pogrebni sem pel, da se ne spomnim, kaj sem sanjal, da sem po noč pel, pridete na pomoč svetniki Božji, pridete na vrti angeli Gospodin. Ona je itak skozi v šoli, kada ko se po noč zbudimo, ona je v šoli, ona skozi uči nekaj, pa se bod na mir, prid sem. To so nenavadni vzkliki, če si v posti, ne, veš, tako da malo se ustrašen, da je tako, ampak v redu, vidim, spi v redu, nisem jaz, dobro je, mogoče me vara, ampak v sanjah, ne, ja, tako da, kaj sem že govoril? Kakšni smo, ja. Ampak, mislim, enkrat sem se ga snema napeljal z enim znamenitim slovenskim igralcem, ne bom povedal, kjer je, še zmeraj živ, vsi ga poznate, ampak res velik. Meni bo strašen, sem bil ponosen, da sem snemal z njim, na koncu snemalnega dne, rekel, Čuša, imaš avto, me pelješ do Ljubljane, sem rekel, z veseljem, izvolite, ne, tako naprej, da se z mano pelje, nekaj ne pol poti do Ljubljane, rekel, poslušaj, imaš cajt za pir? Rekel, imam, seveda imam, se dostavlja, grem po pir, bom jaz plačal, in sem tako strašno vesel, da kje kdo, da bi slikal to, da sem jaz z njim na piru, ne. Pijeva tiste pire in on prav, poslušaj, koliko imaš ti zdaj? Mislijo otroke, ne, takrat sem imel 4. Rekel, 4? Rekel, z eno. Mislil je ženo, seveda, ne. Rekel, ja, z eno. Rekel, jaz imam pa 3 s 4. Dej še en pir. Pa sem šel po še en pir, pa sem prinesel nazaj, rekel, pust, ti se kar odpel, bom jaz tole popil. In jaz sem bil odpuščen, sem šel, on je pil tiste pir, jaz sem si tako razložil, ne vem, nikoli nisva potem o tem govorila, kasneje. Sem si razložil to nekako tako v svoji glavi. Jaz sem njemu zavidal njegov talent, njegovo kariero, njegove vloge, nagrade, njegovo življenje na nek način. On si pa želel to, kar imam jaz, otroke z eno ženo.
Verjemite mi, da ljudje, kljub temu, da govorijo o vas, kar že govorijo, se želijo imeti to, kar imate vi. Ob sebi nekoga, ki mu kdaj pa kdaj rečeš, da ga imaš rad, pa kdaj to celo res ne misliš. Da imaš ob sebi nekoga, ki ti kdaj pa kdaj reče, da te ima rad, pa mu kdaj pa kdaj celo verjameš. To so velike stvari, nimajo vsi tega, to si želijo. To vi imate, skrbite za to. Imate to, ker to drži skupaj ta vaš zakrament, živite iz tega zakramenta in svet se bo spreminjal. Molite, v zahvalo, da imate to in molite za ta svet. Zdaj ne upam vprašati, a molite kaj za cerkev pa za duhovnike? Zdaj vem, da eni molite, pa ne upate rok gor dati, ne? A molite kaj za politike? Ne samo za naše, tudi za unete, ta blesave. Molite. A molite kaj za umetnike? Če ne molite za državo, za cerkev in za umetnike, se nimate pravice pritoževati. Pa bodite tihi. Če ne molite za državo, za cerkev in za umetnike, bodite tihi. Samo na ta način se bo svet spremenil. Če ne ste kmet, ki pride pred njivo, pa gleda plevel, pa reče, kako do nič ni zrasel. Ja, kreten, ker nisi zoral, ker nisi posejal, kako boš kaj žel? Če ne molimo za državo, za cerkev in za umetnost, ne moramo pričakovati, da se bo svet spremenil. In kdo bo molil, če ne mi, ki verjamemo, pa ki vemo, da molitev pomaga. Mi, ki smo celo dolžni iz tega zakramenta živeti, iz te molitve živeti, nahraniti te okrog sebe. Veste, ni to, da se bo ves svet spreobrnil, bomo šli vse nebesa. Mi, ki smo, bomo te ljudi spravili nebesa. Oni se ne bojo tukaj spreobrnili, ampak mi bomo nebesa spravili. Mi smo sol zemlje. Sol. Nismo kruh. Mi smo sol. Mi hočemo biti kruh, pa smo sol. Soli je v kruhu mal. Ne opaziš je, samo okusaš jo. Veka meste, veste, da moke ne pozabaš, voda ne pozabaš, kvasa ne pozabaš, ker ne bo vzhajal. Sol lahko pozabaš dati noter. Ne opaziš, vse si naredila, vse si izmislila, vzhajal je, dala si v peč, lepo diši, ugrizneš v kruh, ni slano, vrže stran. Sol edina stvar, ki lahko pozabaš. Ampak, priznajte, kadar ugriznete v kruh, a ste že kdaj rekli, raven prav slan? Še nikoli rečete, premalo slan ali pa preveč slan? Ker to, da je raven prav slan, je najbolj normalna stvar na svetu. To mora biti. Ne reče, raven prav slan. Ne. Rečeš, lepo diši, lepa skorja, lepo mehko je. Ne rečeš, raven prav slan. Rečeš, preslano ali pa premalo slano. Raven prav slan. Zato nas svet nima kaj opaziti. Če nas je preveč, je narobe, če nas je premalo, je narobe. Če nas je pa raven prav, nas pa nima kaj opaziti. Mi nismo kruh, mi smo sol. Ampak kruh brez soli ga še prešeč neče. Mi smo sol tega sveta, to kmalu nas je. Mi bomo ne tako, da se bodo vsi spreobrnili. Če ne to kepa soli, tudi neužitna. Kruh, mi delamo kruh. In ta kruh bo prišel v nebesa. Mi bomo odrešili te ljudi. In še zaključim še z vicama, ali ta že spi zraven mene, bože. Veste, vi se zabavate, vi to poslušate, ona to že 36, daj si izmisel kaj novega, no. Joj, huj si, ka slovenski škofje, Marija. Še ta vic pa vas pa spustim domov. En banalen vic, ampak zame je zelo, tako rekel, zelo je, me duhovno nagovarja. Pa nadgrajujem ga zadnje čase, tako uživam v tem. Možakarje so vprašali, če ga je česa strah v življenju, rekel, mene nikoli nič ni strah, jaz imam zmeri 2 izhoda. Rekel, kako to je? Rekel, zdaj se bojimo, kaj, da bo vojna. Mene ni strah. Če bo vojna, imam jaz 2 izhoda. Prav, kakšna 2 izhoda? Ali me bojo poklicali, ali me ne bojo poklicali. Če me ne bojo poklicali, super, če me pokličejo, imam 2 izhoda. Prav, kakšna 2 izhoda? Ali bom šel na fronto, ali bom zadaj. Če bom zadaj, super, če bom šel na fronto, imam 2 izhoda. Prav, kakšna 2 izhoda? Ali me bojo zadeli, ali me najo zadeli. Zdaj, če me ne bojo zadeli, super, če me zadanejo, imam 2 izhoda. Prav, kakšna 2 izhoda? Ali bom fest ranen, ali bom mal ranen. Če bom mal ranen, super, če bom fest ranen, imam 2 izhoda. Kakšna 2 izhoda? Ali bom preživel, ali pa bom umrl. Zdaj, če bom preživel, super, če bom umrl, imam 2 izhoda. Prav, kakšna 2 izhoda? Prav, ali bom šel v nebesa, ali pa v peku. Zdaj, če gremo v nebesa, super, če gremo v peku, imam 2 izhoda. Prav, kakšna 2 izhoda? Prav, ali bom srečo hudiča, ali nam srečo hudiča. Zdaj, če ne bom srečo hudiča, super, če bom srečo hudiča, imam 2 izhoda. Prav, kakšna 2 izhoda? Prav, ali me bo hudič požrl, ali me na požrl. Zdaj, če me na požrl, super, če me pa požre, imam pa sam še en izhod. Lepo, da se dojeli vic, včasih ga ne dojamejo. Ne? Hočem to reči, imamo šanso,
do une strani, celo, ko zgleda prepozno, ne, tudi če te hudič požre, imaš še zmeraj izhod, malo neugleden izhod, ampak imaš ga pa, moraš sam poskrbeti, da ima hudič dobro prebavo, se pravi, mečkaj ne moreš potancati, ne, in prideš ven. Veste kaj, ker tudi hudič ima svojega gospodarja. Jaz gledam, ne vem, tudi med vami so verjetno kakšni pasjeljubci, meni gre to malo na živce, jaz gledam tiste, ki pse sprehajajo, pa z ono vrečko za njim hodijo, pa rečeš, kdo je zdaj tle šef, ne. Ampak ne, hudič je ne sorte pes in ima svojega gospodarja. Ne. Hudič se sprehaja, Jezus pa za njim z vrečko. In čim kaj preleti hudiču zriti, te Jezus pobere v svojo vrečko, pa si rešen. Tako da hočem reči, če te hudič požre, ima še zmeraj možnost, ker Jezus hodi za hudičem z vrečko in pobira vse, kar hudiču zriti vam pade. Hočem reči, živite tako, da boste šli hudiču na živce. Živite tako, da boste hudiču šli na živce, da vas bo ali zbruhal ali pa... Vseeno smo v takem prostoru, da smem, ne, ja. Poskrbite za to, tako živite. Jezus hodi za hudičem in čaka in pobere. Tako da, evo, to je to. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje zanjo, upam, da boste slišali njen glas, drugače pa sva zaključila. Knjige tukaj so na razpolago, to je samo postrežba. Zaželen prostovoljen prispevek je napisan zadaj na knjigi, avtor je prisoten, se lahko podpiše. Po avtorjevi smrti knjiga pridobi na vrednosti. Sam ne mol, da me bo čim prej pobral, ne. Tako da, evo, to je to, bo še kaj dodala, kakšne vic, ne, kakšno vprašanje mogoče. Pa ni treba, ker je ura pozna, ampak če koga kaj žul, lahko mirno vpraša. Če ne, pa to. Smo zmaga, dobro. Najlepša hvala še enkrat za vaše besede, za vajino pričevanje. Hvala, da ste nas nasmejali in hkrati tudi spomnili, da posebno zdaj, ko vstopamo v ta velik teden, da se bomo znali osredotočiti na to bistveno, na naše odnose do bližnjih in ne nazadnje do Boga. In želimo tudi vam blagoslova zdaj, ko vstopamo v največji praznik. Še ena pozornost. Podobi se pa, da zaključamo z blagoslovom, tako da prosim našega župnika. To več čas sem razmišljal, kaj bi dal v gostilno za misli. Bila ste imela gorjačo, očitno, ste imela sladko, malo, ste imela vodila in mislim, da bi lahko takih zgodb še ni povedali in se srečevali še ob različnih prilikah. In vse te naše življenjske poti sprejemamo Božji blagoslov, da je moči za naprej, tudi dobro v postnem času življenja, pa tudi veliki noči, ki jo ob istem času tudi lahko doživljamo. In Gospod z vami, dobri Bog blagoslovi nas, naše družine, mlade in vse, ki smo tukaj izbrani, daj nam